Torej, lepo pozdravljeni, očitno najprej v mojem imenu, Dušan bo nadaljeval. Jaz bi se zahvalil knjižnici za posluh za nov projekt, z naslovom, značilnim naslovom, kje je film, ki smo ga zatipkali tudi na kaj je film, ampak naj predvsem zanima tole javno razmišljanje o filmu, oziroma o filmu kot o neki dejavnosti, neki umetnosti, ki je stara pravzaprav malo več kot 100 let. Lahko pa bi rekli, da od vseh umetnosti mogoče vsaj v tem trenutku najbolj eksploatirana umetnost, ker posega na neverjetna področja in se tudi z neverjetnimi področji ukvarja. In tudi interpreti filma morajo posegati na vsa področja, zato da lahko film poprimejo. Najna ideja je, o tem bo zagotovo tudi Dušan pol nekaj povedal, da film približava iz nekaj različnih zornih kotov. Moja naloga bo fokusirana na to, kar se v filmu seveda sliši, kar je tistega, zakaj je film pred kakšnimi, rečemo 80 leti, postal popolnoma drugačna umetnost, kot je bil prvih 30 let, kaj se je z njim zgodilo v nekih prvih korakih in seveda, kaj to pomeni za današnji čas. Zdaj, o filmu samem lahko zagotovo preberete cel kup zgodovinskih dejstev, kdaj je bil, kje je bil, kdo je začel, kaj so bili prvi filmski odlomki. Zdaj, mislim, da namen ni tukaj to, da vas spomnimo, da lahko to poklikate, se to zna vsak poklikati zagotovo doma. Namen je, da o tem seveda, kar lahko vsakdo poklika doma, premišljujeva in poskušava vpeljati dost natančno misel, s katero seveda se filmu približamo na nek svojstven način. Pred leti je že obstajala filmska šola, ki je Dušan sicer pričel z naslovom Vzgajanje pogleda in čez nekaj časa sem se tej šoli tudi pridružil in koliko let smo je peljali? Na 4? Če ne več, ne? 5 najmanj, mogoče 6. Viš, kak čas mine. Skratka, to je bila ena neverjetna konkluzija nekih stvari, javnega razmišljanja o filmu in ne morem reči, da me še danes nekateri ljudje znajo ogovoriti pa reči, ja, mi smo pa poslušali pred časom tisto, kar ste imela, blablabla, vzgajanje pogleda, a čeprav vzgajanje pogleda niti ne znajo več. Vzgajanje, kaj že, ali pa pogleda, kak že, ne? Ampak tu nekje je bilo, no. In zato sem jaz osebno toliko bolj vesel, da je knjižnica prisluhnila tej ideji nekako ponovne združitve dveh, ki o filmu razmišljata nekoliko drugače. Medtem je nastalo že kar nekaj najinih knjig o filmu, ne vem koliko pa vas bodo kakšne zanimale, se lahko zagotovo naj jo tudi obrnete. Zdaj spet številke Dušan, evo, ne vem, zagotovo pa jih je kaj, 7, 8, če ne 10. Ja, tam nekje. Recimo, ajde, tam nekje do 10 knjig o filmih, o razmišljanju o filmu, ki so jih skupaj zapisala in dokazala, seveda, da je v filmu potrebno razmišljati tudi nekoliko drugače, kot so to dnevniški zapisi v stilu film mi je všeč, v filmu igra in stav je toliko in toliko. Ampak tu se dostikrat tudi konča nekakšna predstavitev filma, če le sledite tem zapisom, ki vas želijo pač na gotov film opozoriti ali pa film približati. In tale ideja, da naj jo ne zanima, kdo v filmu igra, koliko je stal in seveda
naj ostane dodatnega napora in dodatnega razmišljanja, kajti film hočeva prezentirati kot nek miseln proces, kot nek intelektualen moment, s katerim se je pač vredno ukvarjati. Zagotovo se strinjate, da se ni vredno s vsakim filmom ukvarjati, ne? In mislim, da se to tudi midva strinjava, ampak vendar se je pa potrebno z gotovimi filmi ukvarjati, z gotovimi filmi se je pa potrebno posebej ukvarjati. Ko boste kdaj listali po filmski zgodovini, boste lahko zasledili, da imajo nekateri filmi nekakšen kultni status. Zdaj, jaz se spomnim, da sem se pred mnogimi leti o tem kultnem statusu osebno spraševal in sem se spraševal predvsem o tem, kako pa tak film nek kultni status dobi, a to kar nastane. Spomnil sem se namreč ene glasbene skupine, nekaj let nazaj, ne, ene slovenske glasbene skupine, ki je naredila eno skladbico, ne, in je avtor tiste skladbice izjavil, da so pa naredili tak evergreen, ne. Evergreen pomeni, da je to neka zimzelena zadeva, ne, ampak je ne moreš narediti, ne. Evergreen bo nastal, če bo ta skladba še obstajala, ne vem, prijetno, ko jaz imel dolgo brado, pa kaj pa vem, takrat bomo govorili, to pa je bil evergreen z leta XX, ne. Kultni filmi pa seveda tudi na začetku niso bili kultni filmi, ampak so skozi nek pretres časa, skozi neke momente ljudi, ki so jih seveda si ogledali in so jih interpretirali in so jih prepoznavali kot nekaj posebnega, so pač postali zaradi tega neki kultni filmi in s temi se je potrebno seveda ukvarjati v trenutku, ko želimo razumeti vse 100-letni dost, ampak neko 100-letno razvojno pot, neko evolucijo, neke umetnosti, ki danes pomeni zagotovo, to se pa lahko strinjamo, mogoče najmočnejši aparat, pa najmočnejša umetnost na praktično vseh področjih. To, da je film evolviral na nek način iz kinodvoran na videokasete, pa na DVD-je, pa na televizije, pa na, ne vem, internet, to mu ne jemlje njegove moči. To samo dokazuje, da ima film kot takšen možnost transformacij in s tem seveda tudi nagovarjanja občinstva. Jaz sem pred časom, mislim, da je 2 leti nazaj na enem srečanju, jaz mislim, da si bil zraven, Dušan, ko smo preko zavoda imeli tistele izobraževanja za učitelje za filmsko vzgojo, ne. Se spomnim, da sem izjavil, da je lahko, če zelo natančno pogledamo, je tudi prenos fuzbal tekme lahko film, ne. Na kar, seveda, en filmar je temu nekoliko protestiral, ne. Ampak jaz pa trdim, da je temu točno tako. Zakaj? Zato, ker lahko sledite še danes posnetkom nogometnega prvenstva iz pomladi, oziroma iz pozne pomladi, iz zgodnega poletja, in se to normalno gleda kot filmski prispevek s komentarjem, skratka. Zato mislim, da je treba do filma pristopati na eni strani zelo natančno, na drugi strani pa zelo premišljeno, kajti film je več stvari, ki nas danes obdaja. Je več stvari, ni samo to, da greste v kinodvorano ali pa si sposodite DVD, ki ga doma pregledate. Film je, to spravi, nekaj, kar nas sreča in spremlja tudi, če to hočemo, ali pa tudi, če tega v nekem trenutku nočemo. Izvoli. Hvala lepa. Tudi jaz sem ta stop. Sem voda se vzel. Ok, izvoli. Moja naloga je, da spregovorimo o filmu in psihoanalizi. In to, o čemer bom govoril, je zahtevno. Zahtevno je zato, ker je psihoanaliza zahtevna in zato, ker je film v resnici lahko gledati
udobno ga je gledati, praviloma je tako, vendar ga je izjemno težko tudi videti. Obstaja razlika med gledati film in videti ga. In jaz bom govoril najprej na začetku o logiki pogleda. Govoril bom o logiki pogleda in sicer sem tega lotil na način, ki mi ga omogoča samo rojstvo psihoanalize oziroma rojevanje psihoanalize. Ljudje praviloma ne vedo o psihoanalizi ničesar razen klišejev in zato je toliko pomembneje natančno razmisliti, kako se psihoanaliza sploh rodi, kako je bilo mogoče, da se je rodila in kaj to pomeni za logiko pogleda, kajti pogled je nujno potreben, če hočemo film gledati in videti. Okay. Kako se rojeva psihoanaliza, tako rekoč v istem času kot film, proti koncu 19. stoletja? V resnici se rodi, čeprav so bili dani vsi empirični pogoji, da se ravno ne bi. Psihoanaliza se rodi med dvema človekoma in dani so bili vsi pogoji, da se to ne bi zgodilo. Se pravi, zgodilo se je nekaj, kar je bilo pravzaprav kontrafaktično. Bilo je nekaj, kar se je lahko zgodilo ne zato, ker so bili dani empirični pogoji, ampak zato, ker ravno niso bili dani. Prav, psihoanaliza se rodi skozi nek svojevrstni odpor do samih empiričnih pogojev. In pojmo lepo po vrsti, kako se to zgodi. Zgodi se med dvima človekoma. Med enim, ki je v tistem času ugleden dunajski zdravnik. Mož srednjih let. In drugo osebo, ki je dvakrat mlajša od njega, ki je ženska, kar nikakor ni naključje, in je pacientka. Dani so vsi empirični pogoji, to je zelo pomembno in to bom ponavljal in poudaril še stokrat. Dani so vsi empirični pogoji, da ta dva človeka v tistem času odigrata vsak svojo vlogo, tako kot je bilo predvideno in tako kot sta bila naučena. Kar pomeni, od nje se pričakuje, da bo to, kar je, torej pacientka, histerična pacientka, od nje se upravičeno pričakuje, da se bo histerično obnašala, od njega se ravno tako upravičeno pričakuje, da bo delal to, kar pač zdravniki leta 1881 delajo, da jo bo torej zdravil. Ta, ki naj bi zdravil, tega ne naredi. Ne naredi. Ne predpiše takrat znanih in uveljavljenih terapij. Predolgo bi trajalo, da bi razmišljali, zakaj tega ne naredi. Dejstvo je, da tega ne naredi. Ona pa se obnaša kot pacientka, kot to, kar bi od nje pričakovali, se pravi, kot histerična ženska, kot histerična mlada ženska, ker to dejansko je. Ona se obnaša histerično, on se ne obnaša kot zdravnik. Zgodi se nekaj presenetljivega. Zlasti v luči takratnega sveta. V takratnem svetu, leta
1881 se zgodi nekaj nepričakovanega. Kajti Ana O, tako je tej histerični pacientki ime, v resnici je ime Berta Pappenheim, posebno pomembno. Srečanjih z zdravnikom, ki naj bi jo zdravil, počne nekaj presenetljivega. V tistem času namreč velja, da so ženske šibkejši spol, da niso praktično nikoli v položaju, da bi govorile, zlasti pa velja, da tudi če govorijo, jih moški ne poslušajo. Obstaja jasno razmerje, gospodstveno razmerje, in to ni nepomembno, obstaja jasno gospodstveno razmerje med enimi in drugimi, se pravi med ženskami in moškimi. Naprimer med zdravniki in pacientkami. V tem razmerju med Ano in Josefom Breuerjem se zgodi nekaj popolnoma nepričakovanega. On je v glavnem tiho, ona pa govori. To je zelo nepričakovano in zelo nenavadno in zelo neobičajno. On posluša njo, ki govori. V glavnem govori se je simptomalno, simptomatično, proizvaja simptomi, ker je histerična. Namesto, da bi jo zdravil, je torej poslušal. To preprosto dejstvo je ključno. Ne samo za vsako možno razmerje med ljudmi, kajti ljudje v glavnem niso naučeni in niso navajeni poslušati drug drugega. Ljudje se v glavnem ne poslušajo, v resnici se ne poslušajo. Pa tudi, če se poslušajo, se pogosto ne slišijo. Seveda boste rekli, kakšno zvezo ima to s filmom? Ima izjemno, natančno določeno, določljivo zvezo s filmom ima. In kasneje se bomo pogledali dva prizora iz ene sekvence, enega filma, ki to potrjujete. Zaenkrat pa še enkrat povzemam to, kar sem povedal. Nesporno je res, da veljajo v našem vsakdanjem življenju, v naših medsebojnih odnosih najprej natančno določljiva in določena pravila, kako naj bi se obnašali drug do drugega. In v ta pravila, ki uravnavajo naša medsebojna razmerja, naša vsakdanja življenja, so že vgrajeni odpori do drugačnega. Kar je pravzaprav zelo logično. Zato se od ljudi pričakuje, oziroma ljudje drug od drugega pričakujejo in celo sami od sebe pričakujejo, da se bodo, če se le da, obnašali skladno z naučenimi pravili, kodi, utrjenimi pričakovanji, ki se jih pač da prepoznati v okoljih, v katerih živijo. Odpori torej niso samo značilni za posameznike, ki se pač upirajo novemu, drugačnemu in tako dalje. Ljudje so izjemno konzervativna bitja, ampak so del našega vsakdanjega življenja.
Zato je težko videti vse tisto, kar ni predvideno, kar ni del teh naučenih kodov. Težko je slišati tisto, česar nočemo slišati. To je tako ali pa tako trivialno res. Ampak predvsem težko je slišati tisto, kar je zunaj, kar sega zunaj utrjenih kodov in pričakovanj, ki so del našega vsakdanjega življenja. Ne samo del vsakega posameznika, njegove psihologije in tako dalje, ampak vsakdanjega življenja. Govorimo torej o strukturah vsakdanjega življenja. In film, ki se rojeva približno v istem času kot psihoanaliza, se rojeva kot umetnost, ki po definiciji posega v take strukture, v polja, imenujemo jih polja. Ta polja vsakdanjega življenja so polja sil, niso nevtralna polja. Ta polja prečijo sile. Vsak poseg v tako polje je zato svojevrstna sila, ki lahko v polju sil nekaj naredi, nekaj spremeni, lahko vpliva na to polje, lahko vpliva malo, lahko vpliva zelo, ali pa nič. Gre za sile. Film se torej rodi kot umetnost, ki nujno posega v polje sil, ki strukturirajo naša vsakdanja življenja. Z namenom, da znotraj tega polja, teh polj, nekaj naredijo, da na nekaj vplivajo. In kot je že prej Mitja rekel, velikokrat ne vplivajo, velikokrat ne naredijo ničesar, velikokrat zgolj ponavljajo to, kar je že del našega vsakdanjega življenja, zato so nezanimivi, so dolgočasni, ne povedo ničesar in tako dalje, tako dalje. Redko kdaj pa posežejo v naše vsakdanje življenja tako dramatično, tako močno, da ustvarijo nekaj novega. In seveda takrat je vprašanje, je aktualno vprašanje, koliko so pripravljeni gledalci to novo sploh videti, slišati, razumeti in tako dalje. Ja, film se rojeva skupaj s psihoanalizo, se rojeva ob koncu nekega posebnega časa, ki ga beležijo različne umetnosti, med drugim seveda tudi glasba beleži nekaj prelomnih trenutkov ob koncu 19. stoletja. Ideja filma pa pravzaprav ni to, da bi neko jutro, zdaj, kdorkoli, ali to bila brata Lumière, ali Skladanovska, ali kdorkoli pač se zbudil in rekel tako, mislim, danes je pa tak lep dan, da bi bil že čas, da se film rodi, ne? Ampak je morala vznikniti seveda neka ideja. Ideja je razumljivo, da izhaja iz nečesa, kar je bilo predtem. Predno film kot takšen nastane, je bila podoba. Zgodba o filmu se mora začeti z zgodbo o podobi. Kot je Dušan povedal, pri podobi je nekaj zelo pomembnega. Namreč podoba sama ne spregovori, je ne slišimo, je ne vidimo drugače kot tako, da se vanjo ozremo. Ta sila, ki nastane med tistim, ki gleda in tistim, kar je gledano, je seveda osnovni proces tega, kar lahko rečemo, da nekaj interpretiramo. Da nekaj, kar je tam, ne samo gledamo, ampak tudi poskušamo razumeti. Mnogi antropologi, ali pa antropološke študije, omenjajo
prve podobe, veste, tistih lovcev, pa onih živali, ki so že bili bizoni, bivoli, karkoli, pač neki lovci, neki možički, ki tam nekaj pač ganjajo neke živali. Da so to prve podobe, prve slike, pa potem tisti bivol, ki je tam na veliko naslikan. In seveda se govori o prvih podobah, prvih slikah, kaj je človeka pripeljalo do tega, ali so to bile, ne vem, njegove zamisli, ali je to že bilo umetniško izražanje, ali ni bilo, ampak dajmo to na stran. Jaz se bom vprašal nekako čez ovinek, kar je tudi podčrtoval eden od pionirjev filma, to je bil David Wark Griffith, ki je film prepoznaval kot pisavo. Prepoznaval ga je kot pisavo, ki jo je možno prebrati, razbrati in seveda pri pisavi je tudi nekaj pomembnega ali pa zanimivega, da je to možno seveda razumeti in dejansko izrekati. Ko je David Wark Griffith ta film prepoznaval v bistvu kot pisavo, ga ni prepoznaval samo kot neko sosledje sličic, ampak je posegel pravzaprav v te misli nekoliko nazaj in je to hotel prepoznavati v smislu starih egipčanskih zapisov, kjer so bile podobe del pripovedi. In skozi pripoved in vrstenja podob, vrsti podob, se je ustvarjala neka zgodba. Lahko bi tako na hitro rekli, da je to lahko strip, ne? Podobe, ki jih beremo, ki jih interpretiramo in razumemo zgodbo. Pa če se ustavimo pri tistih prvih stenskih poslikavah, ne, antropoloških, pa se vprašamo, ali je umetnost ali ni umetnost, se rajši vprašamo, kaj pa če sploh ne gre za umetnost, kaj pa če gre za zapis. Kaj pa če gre za zapis nekega dogodka? Kaj če gre za znakovno pisavo, nekoč je tam bil nek lovec, ne, zdaj se izmišljujem, pa ne eden, ampak jih je bilo več, kjer so srečali celo čredo bizonov, bivolov, whatever, in so jih šli loviti. Zdaj sem povedal 4 stavke, slika pa še vedno samo ena. Ta slikovni zapis, seveda, če ga smatramo kot možno pisavo interpretiranja, je osnova tudi filma. Kajti, osnova filma je slika. Slika, fotografija, bi lahko rekli, ne? Ker je na traku, na filmskem traku. In če obstaja na eni strani opazovalec in na drugi strani tisti opazovan objekt, seveda skozi film obstaja opazovan objekt skozi kamero, ki je ujela trenutek neke podobe. Zdaj, ali je to človek, ali je to drevo, ali je to vlak, ali je to vse, poznate tiste prve filme od Lumière, bratov Lumière, ampak gre za to, da se tam zgodi še nekaj. Namreč v trenutku, ko sprožilec fotografa, fotoaparata, nekako pogleda skozi objektive neko podobo, se ta podoba odtisne, bodi si na ploščo, bodi si na film, bodi si na karkoli. Tudi na današnji medij, če hočete, se odtisne pač na digitalni zapis, na disk, na karkoli. In s tem, ko se to odtisne, je ta podoba na nek način ujeta v čas, ujeta v nek trenutek, ali pa ujeta v nekem trenutku. Seveda film ima pa to moč, da ta trenutek vedno lahko repetira. Repetiranje trenutka skozi fotografijo je nekaj posebnega, o tem se je že cel kup ljudi spraševalo, kaj je seveda fotografija, kaj je tisto, kaj je, ko mi neko podobo ujamemo, kaj je to. In imamo takšno zanimivo, celo filozofsko vprašanje, ali nam kaže fotografija tisto, kar je nekoč bilo, ali nam fotografija kaže to, česar ni več. Lahko bi zdaj diskutirali, ali je to, kar je nekoč bilo, ali je to, česar ni več. Ker to, kar je bilo, je zagotovo bilo, saj je fotografija nastala, a kaj pa tisto, česar ni več, to pa tudi nam kaže, mislim, zdaj pa tako, film kot tak ne naredi nič drugega, kot naredi sosledje podob. In to, da mi danes govorimo o,
ne vem, gibljivih sličicah, pa ne vem, kako so že imenovali pač te začetke filma. Ne. To je sicer čist nekak res, ampak dejansko gre za iluzijo gibanja. Ne. Gibljajo se, če gledate film, gibljajo se slikce, ki se v nekem določenem ritmu pač nalagajo druga na drugo, ob tem, ko se nalagajo druga na drugo in mi sledimo, ampak ker se sledijo v tako hitrem sosledju, mi ne vidimo praznin vmes. Ne. Meni je všeč en podatek, ne, da pri uro in pol dolgem filmu na klasičnem traku 35 mm s hitrostjo 24 sličic na sekundo vidimo približno 20 minut teme. 20 minut črnega platna, ki se ga pa ne zavedam, ne? Kar pomeni, da film je res da dolg uro in pol, ampak moramo odšteti 20 minut teme. Ne? Mi smo samo 1 uro pa 10 minut recimo gledali sličice. Ne? 20 minut pa je bilo čiste teme, ne? Nič. Ne? Ampak ker je to tako hiter, ne moramo tega zaznati. Zakaj to pravim? Ne? Zato, ker to nalaganje sličic drugo na drugo daje iluzijo nečesa, kar si gledalec seveda pove, da je gibanje. Če bi vi gledali fotografijo, veste, kot nek slideshow, ne, s fotografijo, tam se nič ne giblje, ne, tam je mama v kuhinji, pa pes zunaj, pa ne vem, jaz skačem v bazen, pa tak dalje. Mislim, to so slike, ne. Ko pa slike nastajajo v nekem časovnem ritmu, pa jih mi v nekem časovnem ritmu nalagamo drugo ob drugo ali pa drugo čez drugo, pa dobimo to iluzijo. Prvi takšen trenutek, seveda filmski trenutek, ni res, da sta naredila, ne vem, brata Limer. Ona dva sta samo naredila prvi film kot trak. Ne? Prvi film je nastal prej film. Ne? Prva iluzija tega, kar je film, je nastal prej. Leta 1878, že zdaj vidite. To pomeni pravzaprav 20 let predno sta brata Limer pokazali tiste svoje znamenite kratke filmčke v kavarni v Parizu. 20 let prej, ne, je seveda gospod Edward Muybridge ustvaril tole iluzijo. In če bo to delalo, jo bomo tudi mi videli. Deluje, sem bom, nič prit nazaj. Evo, tako. Evo. Imaš trci, ne? Tak, kino. To je iluzija. Bom jo ponovil, zato da... Še malo kapitalizma. Še malo kapitalizma dobimo, ja. Okay. Ajde, še enkrat, brez kapitalizma. Še en hiter aliens, kapitalizm. Dobro. Zdaj, lahko se strinjamo, da je to zelo dober tak prikaz tega, kar danes lahko rečemo film. Zagotovo se lahko strinjamo, da smo zdaj pogledali nek filmski klip. Zdaj, če vam povem, kak je to nastalo, mi imamo ta smešen občutek, pravzaprav, da konc stoji, ne? Ali kaj stoji, zdaj kamera stoji, pa konc teče, mislim, ali se mi s kamero, vemo, premikamo ob tem, kak konc teče, ali kak je to prehodič 1878. leta naredil. Če pa je kamero, vemo, prvi premaknil, pravzaprav, David Gore Griffith v filmu Rojstvo naroda. Kak je to sploh naredil? On sploh ni snimal filma. On je nastavil fotoaparate. Po vrsti je nastavil fotoaparate in špakce. In kon je dirjal med fotoaparati pred nekim platnom, ne? In so se sprožali fotoaparati, ko je prišel v tisto vrvico in je prekinil. Z vrvico je potegnil in so fotoaparati delali klik, 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 klik. In je naredil serijo posnetkov, ko je konc drvel mimo. In potem ni naredil nič drugega, seveda, kot te fotografije zložil drugo za drugo. In to, kar smo mi gledali, so fotografije drugo za drugo. Fotografije drugo za drugo. Kar pomeni, da če bi jaz ustavljal
če bi jaz ustavljal, bi mi gledali tako, je on delal. Ene so boljše, ene so slabše, ni važno. Ampak tako je to. Ker vidite, da vse pravzaprav stoji in tukaj lahko vidite številke fotografij, da je vedel, katero mora po nekem vrstnem redu zložiti, pač ne, da ni ena prej, ena pozneje fotografije. In seveda skozi nizanje fotografij dobimo natančno to iluzijo. No, zdaj, ali je to že film ali še ni film, ne? Pravzaprav je to tako dosti smešno vprašanje, kajti film je v osnovi iluzija. Film potrebuje pogled in potrebuje seveda tistega, ki tam sedi, v tem trenutku pač na drugi strani platna in verjame v neko iluzijo. Verjame. Kot sem rekel, odbrojen, jaz sem pričakuje, da bo zdravil Ana O. In on bi jo zdravil tako, da bi predpisal diagnozo, oziroma predpisal terapijo, postavil diagnozo in rekel, ne, poslal bi jo v toplice. Kaj se je takrat to pričakovalo? Ne? Zdravniki so to delali. On tega ne naredi. On se v tem trenutku, ko tega ne naredi, znajde v popolnoma novem svetu, v katerem še nihče nikoli ni bil. Še nihče nikoli na tak način ni poslušal drugega človeka, ki govori o sebi. Govori o svojih simptomih, govori o svojih halucinacijah, govori o svojem očetu, govori o svojih težavah, govori o svoji družini, govori o svoji mladosti, govori o sebi. Drugi, namesto da bi zdravil to osebo, ki govori o sebi, posluša. Kaj ustvarja pripoved, Anina pripoved? Ustvarja to, kar ustvarja vsaka pripoved, in to je pomen. Ustvarja pomen. Pomen je nekaj ključnega za vsakogar izmed nas, ker smo simbolna bitja, ker smo bitja jezika. In pomen ni fiksiran, ni ujet v stavke, ki jih izrekamo, zato je ena največjih neumnosti, ki jih ljudje ponujajo na kakšnih seminarjih, tečajih in tako naprej, tista, ki govori o raznih skrivnih pomenih. Obstajajo tečaji, mogoče tudi tukaj, na temo secret language, secret body language, ali pa skrivni pomeni simbolov, ali pa skrivnosti govorice telesa in tako dalje, tako dalje. Menih skrivnosti ni. To so zgolj iluzije, ki jih ljudje ustvarjajo zato, da pač lahko potem prodajajo neko domnevno znanje, ki to sploh ni. Izjave, ki si sledijo, ko govorimo, si izjave sledijo, ustvarjajo pomen, ustvarjajo pomene, kreirajo pomene. Drugačno sosledje izjav ustvarja drugačne pomene. In ko se kasneje Freud ukvarja s svojimi pacientkami, ko posluša pacientke, pride do nekega spoznanja, o katerem danes govorim. Nekega ključnega spoznanja. Danes govorimo samo o enem spoznanju, ki je ključnega pomena tudi ne samo za naše medsebojne odnose, za razumevanje drugega in tako dalje, ampak tudi za razumevanje filmov, oziroma za gledanje filmov. Freud ugotovi, da v resnici ni tako enostavno razumeti drugega človeškega bitja. Da se morda na prvi pogled zdi, da je enostavno razumeti drugega človeka, ko ta uporablja
pričakovane stavke, vsakdanje klišeje, puhlice, izjave, ki smo jih že slišali milijonkrat in za katere se nam zdi, da vemo, kaj pomenijo. Naše vsakdanje življenje je polno takih izjav, za katere domnevamo, da vemo, kaj pomenijo. Vsakdo ima težavo v trenutku, ko se pogovarja s človekom, ki pa ne uporablja, vsaj do določene mere, se je absolutno to najbrž ni mogoče, že izrečenih klišejev, puhlic in tako dalje in tako dalje. Kaj ti nenadoma se nam zazdi, da tega človeka ne razume. Da v resnici ne vemo, kaj govori. Ker ne znamo pripisati novega pomena temu, kar človek izjavlja. Torej, jezik sam nas, če se temu seveda ne upiramo preveč, lahko postavi v nov položaj, v katerem nenadoma ali ničesar ne razumemo, ali razumemo zelo malo, ali pa se nam samo zdi, da razumemo, pa v resnici ne razumemo. Znajdemo se na neki meji. In Freud spregovori recimo v analizi sanj, porabi nek izraz. Nek izraz, ki ga je težko razumeti, ko pa ga razumemo izjemno veliko. Ne samo o psihoanalizi, ampak tudi o tem, kar imamo ljudje vsak dan kot simbolna bitja med seboj. Freud namreč spregovori in reče, da je poslušanje drugega človeka, primer pacienta, ko pripoveduje o sebi, vedno znova pred resno preizkušnjo. Zdaj, analitik je vedno znova pred preizkušnjo in se mora vprašati, ali jaz res dobro razumem to, kar mi pacient pripoveduje. Analitik pravzaprav mora, to je njegova dolžnost, poskušati razumeti pacienta onkraj vsakdanjih uveljavljenih klišejev in predvidenih pomenov izjav, ki jih imajo pač izjave, ki jih pacient uporablja. Če tega ne zmore, analiza ni mogoča. Torej, analiza se po definiciji giblje k neki meji, k mejam že znanega, že povedanega, že razumljenega in tako dalje. Kar je seveda logično, kajti če bi bilo tako, bi pacient sam svoje izjave razumel. Bi si sam pomagal, bi sam sebi povedal, bi si sam sebi dal kakšen svet, naprimer. Ampak tega ne more narediti, ker samega sebe ne more potisniti znotraj polja, v katerem je, vsak dan, v katerem živi, do meje tega polja. Ne more. Tega ne more narediti po definiciji. Zato potrebuje drugega človeka. Samo v odnosu do drugega človeka se to lahko zgodi. Namreč, da se pacient premakne do meja lastnega polja, v katerem živi. Do meja, kjer šele lahko na nov način razume, kaj sam proizvaja, o čem sploh govori, kaj počne, kaj je pomen njegovega vsakdanjega življenja, njegovih gest, njegovih dejanj in tako dalje in tako dalje. In enako velja za umetnost. Film kot umetnost ima svojo funkcijo, ki je njegova temeljna funkcija. Vsaj za dobre filme to velja, slabi me itak ne zanimajo. Potisniti gledalca do meje, do meja njemu znanega sveta oziroma njemu znanih svetov. Če umetnost tega ne more, če ne zna, če tega ne uspe narediti, je pravzaprav klavrna. Ker potem ponuja klišeje, ponuja to, kar smo že videli, to, kar smo že slišali, to, kar že vemo in tako dalje in tako dalje. Seveda se pacient temu upira. Jasno, vsak človek se temu upira. Človek se po definiciji, po svoji naravi, upira, da bi ga nekdo ali nekaj potisnilo do meja sveta, v katerem se sicer dobro počuti ali pa ne počuti tako dobro, v glavnem se ga pa oklepa. To je zelo pomembno, zato se tudi pacienti oklepajo, čeprav trpijo, čeprav očitno trpijo, se oklepajo sveta, v katerem živijo in hočejo biti znotraj tega sveta še naprej. Zato tudi pacienti od analitika pričakujejo, da jim bo dal kakšen dober nasvet, da bodo ostali še naprej znotraj sveta, v katerem živijo, samo da se bo nekaj spremenilo, da ne bodo več tako trpeli. V resnici se to ne more zgoditi. Trpljenje se lahko preneha šele, ko se človek premakne do meja lastnega sveta in
je v položaju, se znajde v položaju, da vstopi v novega. Naloga umetnosti je enaka. Zato je dober film, zlasti dober film, težko videti. Sorazmerno lahko ga je gledati, težko ga je pa videti, kaj ti v dobrem filmu pravzaprav ne vemo čisto natančno, kaj je tisto, kar naj bi videli. V filmu, ki si ga bomo zdaj ogledali, ogledali se bomo eno sekvenco, ogledali se bomo samo 2 prizora in samo 2, ki trajata vsak par sekund. Bomo videli, kaj to pomeni, če zdaj ne govorim. Zelo dobro se spomnim in boče se tudi vi spomnili, koliko brezplodnih izjav je bilo izrečenih, ko je ta film nastal. Jaz se spomnim, ker so tudi povabili na radio, da bi nekaj o tem povedal. V tem filmu je bilo povedano milijon stvari, samo tiste ne, ki so pa zares, ampak zares pomembne. Kar je seveda simptomatično. Govorim o filmu Kristusov Passion, ki ni Kristusovo trpljenje, ali kako se ga že prevedel v slovenščino, ampak je Passion. Naredil ga je Mel Gibson. In ljudje so se v glavnem pritoževali čez ta film, češ, zakaj je v njem toliko nasilja? In a ga je res bilo treba toliko veliko narediti? A je bilo res treba toliko udarcev z bičem in vsega tistega, kar je moral Kristus prenesti in tako dalje in tako dalje. Skratka, brezplodno jamranje, ki v filmu ne pove absolutno ničesar. Nisem pa še slišal, da bi kdo spregovoril o tem filmu, o tem, o čemer nameravam spregovoriti zdaj. Pogledali se bomo torej 2 prizora in videli boste, da je namen, smisel, funkcija dobrega filma, da nam ponudi nekaj novega. Nekaj po možnosti seveda, če zmore, če zna, česar še nismo videli. Da nam ponudi nekaj, česar v prvem trenutku kratko malo ne razumemo. Ker tistemu nekaj ne znamo pripisati nobenega pomena. Zapravi, zdaj boste videli, kaj pomeni, da nas film kot umetnost, vsaj dober film, nekam potisne. Zato pravimo, da je film vektor. Film je v resnici množica vektorjev, ki delujejo v polju sil, v katerem sicer v sedanjem življenju živimo. Mi živimo v nevtralnem prostoru. Na nas cel kup sil deluje. Tudi mi skušamo delovati drug na drugim, zato se stalno zapletamo drug z drugim v spore in pogovore in nesporazume in stalno hočemo na nekoga vplivati in stalno se mi zdi, da nekdo na nas hoče vplivati in tako dalje. In to se tudi zares dogaja, ker živimo v polju sil. Ok, pa si poglejmo to sekvenco. Letalski efekti, da se tiče.
tukaj se bomo ustavili, kasneje bomo nadaljevali, pa tudi povedali, kaj v resnici zdajle vidimo. Vsi gledamo en kader, vsi vidimo isto, ampak v resnici je izjemno težko ugotoviti, kaj vidimo. To je zelo dobra iztočnica, točno za nekaj, kar sem vam hotel v nadaljevanju pokazati. Namreč, v zgodovini filma imamo nekaj ljudi, ki so filmu prispevali toliko, verjetno, koliko dan danes, v 10 letih, 100 ljudi ne more. Eden takšnih je bil Charles Chaplin. O Charlesu Chaplinu smo midva pred leti napisala eno knjigo, ki moram reči, da mi je še danes izjemno ljuba in še sam jo vsake toliko preberem, pa se čudim, če me že spomin daje, pa se ne spomnim več, kaj sem napisal. Skratka, zakaj poudarjam Charlesa Chaplina? Ker on je bil to, kar je pravzaprav film. Film združuje umetnosti in Chaplin sam je igral, snemal, režiral, pisal muziko, pisal scenarije, skratka, ni da ni, bi lahko rekli. Spravi, hkrati, pa v filmu ni on, ampak je nek izmišljen nek potepuh. To, kar vidimo, odlomek, ki vam ga hočem pokazati, je nekaj, kjer smo mi priča nečemu. Odlično, ljudje, če ste videli v tem odlomku, ljudje pogledajo proč, toliko je pretepanja, da proč pogledajo in ko ljudje v stran pogledajo, umaknejo pogled. V filmu umakniti pogled pomeni umakniti pogled s platna, ampak kaj pa v življenju umakniti pogled je bistveno bolj preprosto kot v filmu. Umakniti pogled v življenju se da mnogo lažje. Umikanje pogleda zaradi tega, ker je na oni strani na platnu nekaj takšnega, da tega nočemo videti, nočemo spoznati, nočemo razumeti, nočemo se s tem, krasna beseda, soočiti, pomeni za Chaplina v bistvu nov izziv. Pomeni za njega to posnet na ta način, da ljudje to vendar gledajo, da rajši ne bi. V odlomku bomo videli celo, da ena gospodična, ki to vidi, omedli, ker je tako grozno, kaj vidi. Hkrati pa to zavije v nekaj, kar je vsem ljudem skupno in to je humor. Bi lahko rekli, da če pa povemo s humorjem, pa že preneštemo nekak. Če bi to povedali na nek drug, malo bolj smešen način, bi tudi to pretepanje lažje prenesli. Spomnim se ene take zanimive alegorije iz moje mladosti. Jaz sem strašno rad bral knjige, se to počnem na nek način še vedno danes. In sem bral Winnetua, Karla Maja. In se spomnim, da me je oče peljal v kino gledati, ko so bili filmi Winnetou. In prvič sem doživel grozovito razočaranje, ker Winnetou niti slučajno ni tako zgledal, kot bi moral, ker Pierre Brice niti slučajno ni bil podoben. Dobro, Lex Barker je bil pogojno podoben od Shatterhandu, ampak pogojno. Zakaj pa to vem? Zato, ker sem knjige bral, se pa tam vemo, kako izgledajo ljudje, okej. To prvo razočaranje sem skozi prve 3 filme na nek način preživel, ampak na koncu, ko pa Winnetou ustrelijo, veste, ko skoči pred Shatterhanda, pa prestreže kroglo, pa pade pol, sem jaz tulil kot dež, jaz sem bil neutoležljiv, jaz sem mislil, da bom dušo spustil, ko greva z kina ven, pa oče to, pa ni vedel, kak me naj potolaži, jaz sem bil star, 8 let, 9 let, ne vem, kak me naj potolaži. In veste, kaj mi je rekel, pa daj, saj to je sam film. Takrat šele pravzaprav so se stvari na mojem doživljanju filma zlomile.
Poglejte, najprej mora otrok verjeti, da Winnetou ni takšen, kot je on mislil, da je. Pol mora verjeti, da je tak, ker se je vse to zgodilo, vse pa kar Maj to napisal, da se je zgodilo v prvi osebi. Ergo je doživel to. Pol kar Maj Old Shatterhand ni takšen, kot sem si predstavljal in na koncu, ko Winnetoua ubijajo, ko se jaz že sprijaznim, da to je tak, mi pa oče podre iluzijo in reče, vse to je sam film. Čista zmeda. To, vsaj to je samo film, ne? Vse to ni zares. To je nekaj, kar pravzaprav današnjega človeka vse skozi spremlja. Vse to ni res, vse je sam film. Poglejte danes zvečer, dobro, zdaj boste malo zamudili zaradi naju, ne, poročila. Gledajte, ne, bombe tam dol, pa uno tam, pa tiste glave, ko režejo, ne, vse to se da na YouTube že pogledati. Pa rečete sami sebi, uno odrežejo glavo, pa se to je sam film. Se lahko dam malo nazaj, ne, pa še vedno ima glavo gor, ne. Pa spet sprožim, ne, pluk, pa mu je spet snamejo, pa se lahko dam spet nazaj, pa mu je spet zgor skoči, ne. Vse to je sam film. Pa vendar. Prvi filmi, tako imenovani filmi atrakcije, ne, niso želeli prikazovati nečesa, kar je film. Ampak so hoteli prikazovati to, kar je. Vi kak sedite, ljudje kak grejo od Maše, Sejem v Ljutomeru od Grossmana, ne? Skratka, to, kar je, prihod vlaka na postajo od Lumierjev, ne? To, kar je, njih ni zanimalo to, kak ni. Kako pa mi vemo danes, ne? To je lahko zelo takšno, mrko vprašanje, kako pa mi vemo danes, da vse tiste agencije, ki snemajo, kak bombardirajo, pa oni glave režejo, kako pa vemo, da to ni film? Kako to vemo? Kaj nam to, kaj je to? De facto, da to ni film. Seveda je film, se pa je prišlo, ne, po mreži kot film, se pa lahko ga ustavim, prevrtim nazaj, lahko delam vse, kar dela film. Pa vendar boste rekli, pa ne. Zdaj pa, ne mi zdaj reči, da to ni res. Seveda se pa vidimo, da je res. Seveda se pa je videl tudi umrl. Pa je tudi bilo res. Ampak tisto pa je film, to pa ni film. No, ta iluzija nečesa, če sem začel z My Bridgem, ne, ta iluzija nečesa je seveda iluzija zaradi tega, ker mi vidimo podobo in podobi dajemo pomene. Ko mi razumemo pomene, ali pa jih interpretiramo, ali pa seveda se tej podobi približamo skozi neko našo vednost in z nekim našim odnosom, z nekim našo kulturno katarzo, če hočete, vednosti, ne, potem seveda podoba dobi nek nov pomen. Dobi nek nov pomen za nas. Dobi pomen tisti, ki si ga mi povemo. Če bi zdaj naredili test, ne, tak droben test, pa bi rekel, vsi vemo, kaj je to čevlj. Ne? Vsi se strinjamo, ne? Čevlj vemo, kaj je. Pa da bi jaz vsakemu dal kos papirja, pa bi narisal čevlj. Pa bi pol te čevlje tu skup zbrali, bi vi videli, da imamo, ne vem, 50-80 različnih čevljev. Ampak vsi smo se pa zmenili, da je to čevlj. Kar pomeni, da obstaja seveda nek konsens o nečem. Ampak vendar obstaja seveda nek prostor med družbenim konsenzom nečesa, kar je čevelj, in tistim, kar mi kot interpreti, kot interpretatorji, počnemo z njim. Namreč, hočem vam pokazati, kratka zadevca, 3-minutna, hočem vam pokazati, to je 3-minuten filmski odlomek, tu pa je že film, ki ga je Chaplin posnel z 200, nekaj čez 200, tako moram reči, nekaj čez 200 različnimi kadri, ker mu ni uspelo prvič. Ne. Film je pa kratek, 3-minutna odlomek je iz enega filma. Ne. Ampak hočem vam pokazati pogled na nekaj, kar mi gledamo in opazujemo, kaj se tam dogaja in vemo, seveda, da ne gre za našo neposredno nevarnost. Ja, zakaj to omenjam? Zaradi tega, jaz se spomnim moje stare mame, ki je, ona je bila rojena leta 1900, to se pravi 3 leta zamudila v rojstvo filma, malo kasneje pač, ne. Ampak ona mi je rekla, kako so kot otroci hodili v kino gledati, ne, in kako so mižali in se bali unih podob tam, ker so to bili neki duhovi, neke strahote, neke kaj, bali so se tistega. In iz tega strahu, v tem strahu, tako moram reči, v tem strahu so neizmerno uživali, ne, ker to je bil pa užitek une teme, pa unih duhov tam, ne, ker vseeno pa jim niso mogli nič narediti, ampak strah je pa bilo kot male medvede, ne. To spravi, okej.
Ampak, a ni? Ne, ustavljam, ne? Hudič. Ampak, a ni to grozno? Oprostite, ne? On se ne smeje. Lev se niti slučajno ne smeje. Lev tam malo počiva. On se zaklenil v kletko, noter, z levom skupaj. Zdaj, ko hotel ven priti, je segel po loputi in loputa je padla in se mu zagozdila. Pa vendar se smimo. Popolj še nekaj povedali na to temo, ne? Neugodje, ne? Nihče se ne smeje, pa vendar nam je smešno. Njega je strah ko psa, ne? Naslednja grozota. Naslednja grozota, skoro mu je dol padla. Pride še pes se dreti. Vidimo napis. Nevarno. Spaj, nič ni smešnega, ne? Poglejte, kaj je nevarno. Ona spozna situacijo. Ona razume, edina, nam je hecna, ne? Jo prva zbudi, ne? Ob tem bo prva njo zbudi, se lev zbudi. Držite se v stran, ker je nevarno. Kar pomeni iluzija nečesa, nekega dogodka. Nihče se ne smeje na filmu, vidimo resno nevarnost, vidimo pošteno, bi lahko rekli, kletko s poštenim levom in njega noter ujetega in nam je to smešno. To, kar je bilo pričakovano in kar pričakujemo sami. Videli smo neko razmerje, medčloveško razmerje med visokimi svečeniki oziroma duhovniki, ki gledajo trpljenje oziroma pretepanje tistega, ki se ga hočejo znebiti. Zdaj, Jezus je na tem mestu zaradi njih. Oni so tisti, ki so na začetku želeli se ga znebiti. Torej, pričakovano je razmerje, celo družbeno razmerje med enimi, ki so vladajoči, ki so pripadniki družbene elite, in drugim posameznikom, ki se ga hočejo znebiti, ker je za njih nevaren. Pa vendar, v določenem trenutku vidimo njihovo zelo, če lahko rečem, človeško odzivanje na trpljenje drugega človeka, čeprav niso oni tisti, ki trpijo, njim je udobno, njim je fajn.
oni ne prenesajo več pogleda na človeka, ki se ga sicer hočejo znebiti. Oni pogledajo proč in celo odidejo. Ker so sami prišli, oziroma so se znašli v polju na meji, na kateri lahko rečejo, dovolj imamo vsega tega, kar se tukaj dogaja, tega ne želimo več gledati, bomo odšli, ker lahko odidejo. In seveda s tem se prikrajšajo, da bi razumeli, kaj se v resnici dogaja. Na drugi strani vidimo pripadnike rimske, torej vojake, uslužbence, če lahko rečem, ki po ukazu enega izmed njih pretepajo tega drugega in se pri tem silno zabavajo. Saj zdi se, da se zabavajo, režijo se, krohotajo se, zdi se, da uživajo v tem, da pretepajo drugo človeško bitje, ki očitno trpi. Torej, v središču je en človek, potem imamo dve skupini. Ena, ki se ga želi znebiti, ampak tega več ne prenese in želi oditi, in druga skupina, ki tako rekoč opravlja svojo službeno dolžnost in se pri tem vsaj za enkrat zabava. Vse to je pričakovano in tudi večina gledalcev je to na ta način razumela in se seveda potem tudi preteževala. Zakaj je to pretepanje, trpljenje, tega ne moramo več gledati, bla, 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 bla. In se sami gledalci, sami sebi onemogočijo, da bi videli nekaj drugega. Treba je namreč videti nekaj drugega, ne to, kar se očitno ponuja na prvi pogled. To je tako rekoč, nezanimivo. Je klišejsko. Ja, Kristusa so pretepali, ja, dali so mu krono, ja, križali so ga, ja, hoteli so se ga znebiti. To že vemo 20 let. Zakaj bi zdaj še nekdo to spravil na film, to, kar že sicer vemo? Pričemer nihče, ne filmarji, nihče, ne Vatikan, ne papež ne more vedeti, kaj se je takrat pred 20 leti v resnici dogajalo, ker nikoga ni bilo zraven. Vsakdo ima lahko zgolj fiktivno predstavo, kako se je to dogajalo. Eni od teh so filmarji, ki lahko svojo fikcijo, na primer, ponudijo gledalcem. Zakaj bi to naredili? Nezanimivo. Zanimivo postane šele, ko je film to, ko je na ravni tega, kar dejansko film je po svoji naravi. Ne samo, da je vektor, ampak tudi je ideja. Film je ideja. Film je razmišljanje o ideji, po možnosti o dobri ideji, kar pomeni, da postavlja gledalca pred izziv. Ne pred izziv, torej, glej me, uživaj v tem, pripoveduj zgodbo potem drugim, ko boš zapustil kinodvorane in tako dalje, ampak pravi izziv, pred katerega nas postavlja dober film, je razmišljaj. Razmišljaj, da bi videl to, kar moraš videti. In to, kar moraš videti, je nekaj drugega, kar bi ti pričakoval, kar bi rad, kar bi bilo tebi v udobje, kar bi ti bilo fajn, da bi lahko pomirjen odšel iz kinodvorane in rekel, film je bil dober, ni bil všeč ali kaj podobno. Zato se v tem kadru pojavi nekdo, mi vemo, kdo je to. To je Satan. Pojavi se Satan, ki gleda v tem kadru, zdaj, natanko v nas. Gleda natanko nam v oči. V tem kadru se mi soočamo s pogledom drugega. To ni pogled rimskih vojakov, ki se zabavajo in tako naprej. To ni pogled onih, ki so že umaknili pogled in so odšli, ker se jim zdi nevzdržno, hočejo več gledati in tako dalje. Tukaj se film pravzaprav šele zares začne. Ko se gledalec sooči s pogledom drugega, ali pa, to je konceptualna izjava, seveda, ko se sooči z drugim pogledom.
ki je drugačen od tistega, na katerega je navajen, tistega, ki pričakuje in tako dalje in tako dalje. In v tem prizoru se nam zastavi vprašanje, ki ga prepoznamo v pogledu drugega. Vprašanje, ki ga mi kot gledalci lahko zastavimo, naprimer sami sebi. In to je produktivna dimenzija tega filma, je, kaj hoče. Seveda je najprej vprašanje, ki se nam spontano pojavi. Če se nam že pojavi, se nam spontano pojavi in ima tole obliko. Kaj hoče on? Kaj dela tukaj med temi, ki so prišli gledati spektakel? Kaj dela tukaj? Kaj dela tukaj Satan? Pričemer nikakor ni nepomembno, da ga igra neka italijanska filmska igralka. Igra ga ženska, to je ženska. Kaj hoče? In sicer, kaj hoče od koga? A kaj hoče od nas? Zakaj nas gleda? Kako razumeti ta pogled, ki je pogled drugega? To vprašanje nas same potiska k meji našega lastnega sveta. K tisti meji, pa k tistim mejam, če bi vztrajali, bi nas potisnil do meje, ko bi se vprašali, ali res razumemo ne samo to, kar se dogaja pred našimi očmi, to bi sprožilo se celo vrsto drugih vprašanj, ali res razumemo to, kar sicer v vsakdanjem življenju počnemo in spontano verjamemo, da razumemo. Postavilo bi se pravzaprav meta vprašanje. Vprašanje o razumevanju tega, kar se nam spontano ponuja kot razumevanje. Vprašanje torej o razumevanju razumevanja. Ali razumemo to, kar sicer spontano razumemo, oziroma verjamemo, da razumemo. To je tudi temeljna dimenzija psihoanalitične izkušnje, ki jo ima vsak pacient in ima vsak analitik. Temeljna analitična izkušnja je vztrajanje. Temeljna izkušnja je pravzaprav zavezana imperativu. Vztrajaj dovolj dolgo, oziroma vztrajaj tako dolgo, da boš prišel do meja lastnega sveta. To je temeljna psihoanalitična izkušnja. Zato psihoanaliza ni terapija, psihoanaliza ni zdravljenje. Psihoanaliza je nekaj popolnoma drugega. Je diskurs, ki je zavezan temu imperativu. Vztrajaj dovolj dolgo časa. Ali, če prevedemo v drugačen besednjak, recimo audio besednjak, poslušaj drugega dovolj dolgo časa. Pa boš slišal nekaj, česar si ne moreš niti predstavljati. In seveda to velja tudi za drugega. To ne velja samo za analitika, to velja tudi za pacienta. Pravzaprav na nek poseben način velja zlasti za pacienta. Zlasti pacient mora slišati nekaj, česar še ni slišal. Se pravi, samega sebe na način, ki ga še nikoli ni izkusil. Analiza je zato polje sil, ki potiska oba, analitika in pacienta, do meja njima znanega sveta, kjer se na nov način, še enkrat, novič, zastavi vprašanje, ali res razumeš svet, za katerega si prepričan že toliko let, kolikor pač živiš, da ga razumeš. Pomisli še enkrat, kajti v resnici ga ne razumeš. Samo zdi se ti, da ga razumeš. Naš svet je svet iluzij. Seveda je tudi film iluzija, tako kot je Mitja prej govoril. Seveda je iluzija, ampak tudi naš svet je iluzija. Zato ne moremo reči, saj film je sam iluzija, ker bi potem morali enako reči tudi za svoj svet, saj tudi naš svet, samo iluzija. Ne obstaja razlika med filmom in našo vsakdanjo realnostjo, ki bi jo sicer radi ohranili. Naša vsakdanja realnost je realna,
film je pa zgolj iluzija. Dober film v resnici ravno obrne zadevo. Dober film je bolj realna iluzija, če lahko tako rečem, od vseh naših iluzij, ki jih sicer imenujemo realnost. Moj del zaključil z izhodiščem, ki mi ga daje pravzaprav tale pogled, kajti filmerji zgodnjega filma so spoznali, da samo opazovanje, da se gledalec samo zazre v platno in tam opazuje neke stvari, te filmi atrakcije, kot sem rekel, vlak, ki pripelje na postavi in ljudje, ki hodijo od maše in tako dalje, ni film. To še ni film, to pomeni, da je to zgolj neko približno pričevanje nečesa, kar se spredaj pred kamero dogaja. In se ugotovi zelo hitro, da film potrebuje komunikacijo z gledalcem. Potrebuje komunikacijo z nekom, ki je tamle. Da doseže film to komunikacijo, mora seveda tisti, ki stoji pred kamero, ne pogledati režiserja, ampak mora pogledati kamero. Kajti kamera je tisti drugi, ki lahko tvegamo, ki analitično opazuje. In seveda, ko imamo ton kamere, tudi prisluškuje temu, kar ima nekdo za pokazati in povedati. In zato nastaja takšen zapis. Jaz se bom gibal zaradi samega začetka v zgodnjih filmih in bom zato poskušal pripeljati celo zgodbo v bistvu do tja, ko bomo spregovorili o tem, da bo film v nekem trenutku srečal tudi zvok. Ker če ste opazovali, jaz sem danes kazal pravzaprav dva odlomka filma, ki v osnovi nista bila ton filma. Nista bila, to so bili filmi brez zvoka. Tale zvok pri Chaplinu je Chaplin partituro kasneje dodal, to je dodana njegova partitura. Ampak ni bilo rjovenja leva, ni bilo zvokov kletke, ni bilo lajanja psa, skratka, ni bilo tega. No, rad bi vam pokazal namreč zaključek enega filma, ki je pretresel kinodvorane takrat, ko je prišel ven, ravno zaradi neke geste, ki jo igralec, zdaj pa ta igralec, ki je igralec, a ni igralec, naredi. Namreč obrne se v kamero in, ne bom povedal, bom pokazal. No, in to je film tako, kot je bil njegova tiha različica. V bistvu zadnje sekunde filma bi vam rad pokazal, zakaj je ta film pravzaprav spremenil pogled na film. Veliki rob vlaka je naslov pač dobri šerifi pobijajo hudobne razbojnike. Kar pomeni, mislim, pa kot da bi se zmenila, pogled drugega ni zgolj pogled drugega v tem analitičnem smislu, ampak je tudi pogled drugega, ki ne obstaja, ki je fantom, ki je fantazmatska figura in pogleda nas, ki smo v svetu, za katerega želimo verjeti, da je realen, tisti, v katerega on usmeri iz filma neko dejanje, nek pogled, v tem primeru seveda pištolo. Zapisi zgodovinski pričajo, da je v tem trenutku, ko je to bilo resno, so za platnom od zadaj, so ustrelili s pištolo, da so ozvočili ta konc. In ljudje so popadali iz stolov, se skrili, umaknili glave, ne vem, kaj še vse naredili. Skratka, hoteli so ozvočiti, rečemo, ta zaključek in so res ustrelili, tam bumf, zdaj dobro, ne vem, če so koga ustrelili, ampak nekam so ustrelili. Pač to, da se je to slišalo, ampak ljudje so se seveda v hlače naredili, ker je postala meja med tem, kar oni gledajo in med tem, kar doživljajo, pravzaprav prelomljena. Leta 1952 je režiser Minelli namreč izjavil, in to bo moja izjava, s katero bom naslednjič nadaljeval, je izjavil, da je življenje postalo takšno kot v filmu. On leta 1952 izjavil, on je oče od Liza Minnelli bil, veliki italijanski režiser, rekel je, življenje je postalo takšno kot v filmu. No, tako da tam
pa bom jaz naslednjič nadaljeval. To, kar sem hotel povedati, je zelo preprosto. Hkrati pa za večino ljudi traumatično, sploh v času, v katerem živimo. To, kar sem hotel povedati, je ujeto v zelo preprosto vprašanje. Oziroma je preprosto vprašanje. Ali ste pripravljeni oziroma sposobni oziroma zmožni vztrajati dovolj dolgo časa, da bi vas nekaj, naprimer film, pripeljalo do meja sveta, v katerem živite in v katerem se vsaj v določene mere dobro počutite. Če niste zmožni, če niste pripravljeni vztrajati na tak način, potem ne morete razumeti ničesar, kar je zunaj vsakdanjih klišejev, ki jih uporabljate, socialno zdravje, ki jih uporabljate in tako naprej, in tako naprej. Torej ste si preprečili sami sebi, da bi razumeli kaj novega. Psihoanaliza je analitična izkušnja. Je izkušnja, ki je za tistega, ki se je kdaj privoščil, naprimer za pacienta, neprimerno resničnejša od tega, kar se sicer dogaja ljudem v vsakdanjem življenju. Resničnejša je zato, ker prvič v analizi sam diskurs terja od pacienta, da vztraja dovolj dolgo časa. V analizi ni svoboden, da bi odločal, ali bo vztrajal ali ne. Tako kot je v vsakdanjem življenju človek svoboden. Lahko vztraja ali pa tudi ne. V analizi ni svoboden. Diskurs analize ga bo nujno privedel do meja njegovega sveta in ta izkušnja, ko se znajde na meji, je nujno traumatična. To je izkušnja, na katero pacient nikoli ni pripravljen. To je izkušnja, ki si jo v resnici sploh ni želel. On je prišel samo mimo grede k analitiku po nasvet. Kako naj lažje živi, vzgaja otroke, živi s svojim možem, ženo in tako dalje, tako dalje. On ni računal s to izkušnjo. Zato je traumatična. In naslednjič bomo govorili o tem, kar se na tem kraju, na tej meji rodi. Eden najmanj razumljenih psihoanalitičnih konceptov je koncept Thanatosa oziroma gona smrti, ki je tudi večina analitikov ne razume oziroma ga razume narobe. Gon smrti v resnici ima nobene zveze s smrtjo. Nobene. Če ima kakšno zvezo, pravzaprav bolj z življenjem, kot pa smrtjo. Kaj ti šele, ko pride človek do meja, se lahko rodi kaj novega. Dokler ne pride do meje, je bolj ali manj samo ponavljanje istega. Pogled drugega, če ste bili pozorni, drugi, v tem primeru je to Satan. Ne gleda samo nas, on opazuje Kristusa. Zdaj, ko gleda nas, smo mi na kraju Jezusa Kristusa, on gleda njega. Na nas naslavlja vprašanje. Pogled drugega na nas naslavlja vprašanje. V tem primeru je to vprašanje, oziroma je zanimanje, interes. Vprašanje, ki ga rojeva interes. Satanov interes je, ali bo vzdržal, in kaj bi to sploh pomenilo, oziroma različica istega. Satan se sprašuje, kaj ta človek sploh hoče? Kaj bi rad? Pretepajo ga, mučijo ga, zakaj vztraja? In če bi gledali celotno sekvenco, vidimo, da vedno znova ostane.
ko že tako rekoč mrtev vstane in ga še pretepajo in pade, ampak ponovno vstane, vedno znova vstane in podpira svojim vedenjem vprašanje, kaj bi sploh rad naredil, kaj bi rad dosegel, zakaj to počne. To je vprašanje, ki nas mora potisniti do meje, o kateri že ves čas govorim. Namreč na tej meji izgubimo pomen. Zdi se, da je Jezusovo početje, prenašanje bolečine, vztrajanje, ustajanje, tako naprej, na nek način nesmiselno. Ker se nam avtomatično ponuja ideja, da če že leži na tleh in je očitno, da ga ne pretepajo več, zakaj raje ne preprosto obleži in si prihrani nadaljnje udarce. Ampak on vstane in dobi še več udarcev. In za nas je to nemogoče početje. Zdi se nam nenormalno, noro, blazno, nesmiselno in tako naprej. Zdi se nam absurdno, pa vendar ni. Ni. Na tem je nekaj eminentno človeškega. Ne govorimo o Bogu, govorimo o človeku, zelo konkretnem človeku iz krvi in mesa, kar je več kot očitno, da lahko vztraja. Ne glede na to, kaj počnejo drugi, ali ga mlatijo, ali ga pretepajo, ali kaj počnejo, ne glede. In v tem je mogoče prepoznati še nekaj, kar je značilno za dobre filme. Namreč, da se skozi naslavljanje na nas z dobrim vprašanjem, film pravzaprav ni nič drugega kot ponudba novega razmisleka. Je ponudba nam. Je ponudba, ki jo vedno spremlja vprašanje. Ne samo, a jaz to ponudbo sploh hočem sprejeti, ali hočem o tem razmišljati ali ne, ampak je vprašanje, kaj film hoče od nas. To je ravno nasprotno od tega, kar lahko opazujemo v sedanjem življenju, ko spremljamo odzive gledalcev na film. Tipičen odziv gledalca na film je, da gledalec nekaj pričakuje od filma. Da mu bo všeč, da mu bo ponudil in to, kar bi on sicer rad. Tipičen gledalec je, če ne dobi od filma tega, kar pričakuje, razočaran, kritizira, piše razna mnenja po Facebookih in nekaj že, zna povedati vse o tem, zakaj je film za nič, zakaj gledalci, zakaj so igralci za nič, zakaj je režiser za nič, zakaj je glasba za nič, zakaj vse za nič. Tipičen gledalec ne razume, da je film tisti, ki od njega pričakuje, ne pa da je on tisti, ki od filma nekaj pričakuje. Film ni narejen za to, da bi zadovoljil pričakovanje gledalcev. Niti približno. Umetnost tukaj ni zato, da bo komu všeč, da bo ustregla kakšni želji ljudi. Ravno obratno je res. Umetnost, film pričakuje od nas, da bomo prenehali biti tako leni, kot smo, in da bomo poskušali razmisliti o nečem, kar če film že razmišlja, naprimer, na nov način. Seveda je od nas odvisno, ker smo svobodna bitja, da bomo to naredili ali pa ne bomo in tako dalje. In s tem bi zaključil, kaj tipičen gledalec tudi ni prebral kritike praktičnega uma, Kantove. Aha, ne, bomo pa drugič, hvala vse. Bomo vse, ker zdaj imamo toliko je menilo, ura je, ljudje so nastrpni, radi šli domov, družinam, prijateljem. Moramo nehati, ja. Torej, zato tipičen gledalec ne razume razmerja med dolžnostjo in svobodo
in še vedno ustraja pri tem, da je svoboda pač ta, da film sprejme ali ne, da ga zavrne, da ne zavrne, da gleda tega ali da unega, da reče, da je bil ta žanr všeč, pa ne in tako naprej in tako naprej. V resnici to nima nobene zveze. Ne svobodo, ne človekovo dolžnost, temeljna človekova dolžnost pa je, da misli. Zdaj moramo nehati. Ja.